Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega podcasta z istim imenom Zgodovina slovenskega alpinizma, lepo pozdravljeni, ponovno sem z vami Peter Mikša in to je nova zgodba, nova epizoda iz zgodb zgodovine slovenskega alpinizma. Danes sem ponovno na Štajerskem, prejšnji teden sem bil v Šentjurju pri Tonetu Golnarju. Epizodo oziroma pogovor z njim si lahko pogledate v eni od prejšnjih naših naloženih posnetkov. Danes pa smo oziroma sem v družbi z enim izmed najbolj dejavnih in uspešnih štajerskih alpinistov. Moja današnja lokacija je Slovenska Bistrica, kjer lahko najdemo sicer mnoge potencialne stebre za našo rubriko, ker alpinistični odsek Impol je bil in je še vedno v bistvu zelo močan center alpinizma tukaj v tem delu Slovenije. Ampak moj gost, oziroma bolje rečeno moj gostitelj danes tukaj ni avtohtoni, torej ni pravi domačin, ni pravi Bistričan, ampak je Zrečan, če je prav rečeno Zrečan, ki je pred dobrimi 10 leti prišel živeti tukaj v neposredno bližino Slovenske Bistrice, smo v Kovači vasi. Kljub temu pa je v bistvu z že omenjenim AO Impolom tesno povezan precej več časa, kot pa samo glede na to, koliko časa tukaj živi. Torej, kdo je moj današnji gost? To je leta 1964 rojeni Janko Oprešnik, znan tudi kot Zumba iz Zreč pod Pohorjem. Plezati je začel resneje pri 22 letih, niti ne tako zelo rosno mlad. Osnovno alpinistično znanje je pridobil na AO Kozjak v Mariboru, nato pa, kot smo že rekli, nadaljeval svoje delo v tukajšnjem AO Impolu. Že v začetku je začel s solo plezanjem, najprej seveda z lažjimi smermi, vendar ga to kmalu ni več zadovoljevalo, mu ni več zadostilo. Od takrat je naredil številne solo prvenstvene smeri in prve ponovitve doma in v tujini, katerih težavnost se je z leti stopnjevala vse do skrajnih meja. Danes se Janko lahko pohvali s preko 1500 preplezanimi alpinističnimi vzponi doma in širom sveta, od tega je pozor preko 500 prvenstvenih. Janko se je udeležil več odprav v tuja gorstva, plezal je tudi v Himalaji, v Andih in še po drugih krajih. Se je in se še vedno Janko ukvarja z vsemi, lahko rečemo, zvrstmi alpinizma in plezanja, torej pa tudi v bistvu z alpinističnim in turnim smučanjem. Je gorski vodnik, je gorski reševalec, kar ni mogoče toliko znano, pa je, da je v bistvu strasten zbiratelj stare alpinistične opreme. V zadnjih letih se ukvarja tudi z rezbarstvom. Torej, prisluhnimo v nadaljevanju, kako se je Janko znašel v svetu vertikale, kje se je vse začelo, kdo so bili njegovi soplezalci, katere odprave so mu najbolj ostale v spominu, pa seveda gore, stene, smeri, katere od teh so oblikovale njegovo plezalno zgodbo. Torej, prisluhnite, kaj mi bo povedal, prisluhnimo sedaj Jankotovi zgodbi. In gremo v bistvu na prvo vprašanje. V slovenskem plezalnem prostoru, okolju lahko pri alpinistih pogosto zasledimo vzdevke. Imeli smo Mihola, pa Gandija, pa verjetno vsem znanega Šraufa, pa Marjona, pa med nami že gosta Danila Cedilnika Dena in tako naprej. Ti si, Janko, med plezalci znan tudi kot Zumba. Je to povezano s tvojim plezalnim življenjepisom, torej si dobil ta vzdevek pri plezalcih in če ja,
zakaj, ne, tu se mi poraja misel, ne, da si mogoče v stenah se tako gibal, kot bi plesal zumbo, naprimer. Torej, kako je prišlo do tega tvojega vzdevka za začetek najnega pogovora? Vzdevek, ne, sam je že od otroštva v bistvu. Ja, to je... In potem se nekaj časa to pozabilo. Kasneje, ko sem pa začel plezati, pa je to spet se začelo uporabljati. No, dobil sem ga pa, ko smo se otroci igrali, Indijance, kavbojce, pa ne. In sem pa živel malo bolj namazan za Švican, pa tak, s palico, s ulico. In takrat mi je moj v bistvu bratranec, ja, pokojni bratranec, dal to ime, no. Aha, zumba. Zaradi tega, ja. Ja, no, tega. tako. So še neke druge variante, vmes bile pa tak, ampak to verjetno od tega pa tudi ostalo, ja. Super. Zdaj smo razčistili, ne, ta tvoj vzdevek zumba, da ni prišel iz plezalnih krogov. Ne. Vsekakor pa je Janko, bi lahko Janko tudi iz tega vidika dobil to ime, ker je pa bil in je še v bistvu zelo odličen plezalec, kar seveda je povezano tudi z odličnim gibanjem v steni. Ampak o tem kasneje. No, samo malo, res pa tudi je, ko si rekel, ne vem, kot ti dot podatek za plezanje, ne, sta bila dva gosta v Logarski, ste rekla, gremo, kje je pot na jamo, ker je danci je gor zumba. Kot neki ples, ali kaj, vse je zumba, je ples. Ja. Niso vedeli, pač dva pa nisem se tam pa se pogovarjali, ena pač, da sem jaz gor. In pa sta razumela malo drugače, ne? Ja. Super, super. To je bila ena zgodba tudi, ja. Ja, ker ti si v teh krogih, ampak o tem še bomo, ne, Logarski, vsekakor bolj znan kot pa ples zumba, ne, torej domačini in lokalci, plezalci povežejo prej zumba s tabo kot pa s plesom. Odlično. Greva zdaj na naše standardna vprašanja, lahko rečem resna vprašanja, ne, kar se plezanja tiče. Kronološko imam navado, da pri pogovorih s temi tako imenovanimi stebri, ne, ti si steber slovenskega alpinizma, zastavim vprašanje, ki je seveda vezano čisto preprosto. Gremo od začetka, ne, do današnjih dni. Prvo vprašanje, najbolj logično, kdaj in kje, lahko rečem tudi kraj pa odsek, si začel plezati, se ukvarjati z alpinizmom. Zakaj si se sploh podal v ta svet? In zakaj torej tam, ne, kjer si začel? Zdaj to bi šel mogoče malo bolj nazaj, ne. Ko smo bili še otroci, ali pa osnovna šola, da so bila ena družba, ko smo hodili v hribe. To posod, da smo nabili iste štemplje, ne, Planinci. Ja, planinci. In moja mama je bila rojena v Govcah, to je gor nad Laškim. In ko je rudnik tam podkopal tisto vas, so mogli oni preseliti, ne. Mama je šla z Reče, ko so pročila, njena sestra je šla pa v Rimske. In jaz sem bil večkrat v Rimskih, tam na počitnicah. In ne vede, sem takrat srečal že Frančeka. Sploh nisem vedel, zakaj se je, on je takrat že plezal. Ne? In ko sem jaz prišel, pa zapravo že prej, ko sem prišel iz vojske, sem se ukvarjal z kolesarstvom. In pol je naneslo, ko sem spoznal Branko Tavernik, on je bil iz Paškega vrha, on je pa bil že v Kozjaku, Mariboru. In jaz sem hotel, pač, ko smo pač, se veš, s prijatelji pač hodili po poteh, ne, kakšne bližnjice, malo popleza, to, da bi meni malo on pokazal, kako to gre, pa malo kako špagico pa to, ne. Erkole, pridi, ja, pa bomo... In prvo nisem bil prej zainteresiran, ne. Potem sem pa šel z njimi parkrat, malo poplezala, potem sem pa šel, ja. To je bilo pa leta, sem videl 84, tam neki, ko 85, 86 sem že bil na Mont Blancu, ja, tam neki, 84, 85. Si začel plezalno sem začel prav plezati, tako. Si pa seveda imel že precej športnih nekih osnov, ne? No, potem se pa to malo začelo, pa nisem vedel, ne.
Tam so mi že razni klubi, sem kar dobro bicikl furo. A bi se vse, tekme so bile v soboto na delo, Hribe bi tudi šel v soboto na delo, zdaj se je treba bilo odločiti, ne. Tam pa bom tako odkrito povedal, ne, tam pa že razne tabletke, razne praški, to je že bilo že takrat v kolesarstvu, ne. In sem se pa odločil za Hribe, ja. Pa si šel v alpinistično šolo v Mariboru pri Kozjaku. Ja. Katera je bila tvoja prva taka, lahko rečemo, resna, prava plezalna alpinistična tura? Se spomniš? Mislim, da je bila sploh moja prva smer, Kramarjeva, v Storžiču. Aha, po zimi ali poleti? Poleti. Aha, poleti. Poleti smo šla z Brankotom gor, pa smo šla po Mladinski nazaj do bivaka, pa smo tam prespala. Drug dan smo pa prečla celo steno, pa smo pol že plezala tam, kaj so bile one direktna v Storžiču, pa Hladnikova, Sapca, to smo pod vse splezali. To so že bili kar 5 plus, 6 minus, smo že kar, ja. Zanimivo, da si prvič bil v teh koncih, torej Storžič, kar ni najbolj značilno. Si še bil takrat sploh kdaj tam le v teh stenah? Potem po zimi sem bil, Aha, si šel, ja, po zimi smo bili, drugače pa ne. Tvoj učitelj v alpinistični šoli je bil Branko Verdnik, torej on je imel šolo takrat, ko si ti hodil? Ne, on je že bil takrat alpinist. Aha. On je bil mizar v Mariboru, ko je hodil v šolo, se je upisal v šolo, pa je pol naredil, da alpinista, ja. On me je v bistvu pretegnil, no. Prav pretegnil. Pol pa klapa, ko je imel tam, dobra klapa je bila, to je bilo pol pika na i. Da sem se sploh odločil, da bom šel v šolo. Ja. Ja, to je pomembno, ne? Da te okolje potegne in da se čutiš sprejetega in da je to, ne? Ja. Ampak zraven tega pa ponovadi je tudi na nek način neki vtis, ki si ga dobil, ne? Torej, ko si začenjal plezati, ko si se odločal, ne? Na nek način za to si očitno imel že neko predstavo o tem. Je na to vplivala, si poznal eno širšo zgodbo takrat v Sloveniji ali pa v Jugoslaviji, takrat to je v bistvu začetek 80-ih let, je lahko rečemo višek neki euforije, Himalaja, Everest je osvojen, odprava v Lotse, dejavni so že naši v Patagoniji, ne? Torej trije mušketiri, mimo grede Franček je bil pol dolgo časa član AO Impola, ne? Si takrat bil pod vtisom nekega, torej si čutil, da Slovenija se zaveda, kako smo uspešni v tem in je mogoče to tudi vplivalo na to, da si šel med alpiniste? Začetka ne preveč, ampak jaz mislim, da na RTL je imel ene oddaje iz Josemitov, kot se jaz spomnim. To je meni en kolega snemal, tiste kasete, VHS, kaj so bile, ne? Ja. In smo to mi gledali, to je bilo noro, ne? Knjige, ni bilo knjige, nismo knjige prebrali. Od Hekmarja, Ajgerju do kuharja, tega Radovana, kuharja, Čeha, Slovaka, Mezoja, naše itak vse. Mislim pa, da sem gledal, že v osnovni šoli je bila ena knjiga za vsak dom. To je bila taka velika rdeča knjiga in noter je bil tudi alpinizem, napisan alpinizem in Šrauf v šitah je bil slikan noter. To me je prevzelo takrat ful. To, ne? Takrat. Ampak to pol pozabiš, ne? Torej si že na nek način poznal tudi neke akterje slovenskega alpinizma, omenil si Šraufa. Lahko rečeš, da si, ko si začenjal, imel kakega vzornika, že bral si knjige Mazoja, verjetno tudi Zaplotnika, Viki Grošelj je takrat zelo dejaven, kar se pisanja tiče, ne? Torej si bil pod vplivom tudi teh mogoče piscev, da te je to še dodatno navdušilo? Po eni strani, ja. Ne, to smo mi prebirali non-stop. Zdaj tega interneta, tega ni bilo, to smo mogli drugače. Polka sem že en čas plezal, so bile te alpinistične novice v delu, to smo prebirali, vsak modelek, da so prišli ven, to smo prebirali non-stop. Kje je dokaj plezal, pa to, kakve so bili. Takrat so že bili, ne. Everest je že bil, na Lotseju so bili. To se nam je fajn zdelo.
Mislim pa, da je pol, ko so bili pa 3 mušketiri, se pravi Karo, pa Jeglič, pa Franček v Patagoniji, da to je pa, takrat se mi zdelo, da je to je pa nekaj nenormalnega. In tiste plakate, ko smo gledali, ko ste imela Jeglič pa Karo včeraj Torija, to je bilo fantastično za pogledati, za poslušati. Vsako predavanje, ki je bilo, to smo šli, avto ni bilo, nismo imeli avta, jaz takrat še. Z avtobusom pa na štop, da smo to se malo pogledali. Ne. Pa Ljubljana ni bila tako blizu, ne? Ja, veš, da ne. To se še, mogo kar iti. Mlajše generacije ne vejo oziroma sploh ne pomislijo na to, da včasih avtoceste ni bilo, ne, in da se je že čez Trojane vlekla pot v... Torej, bi mi lahko mogoče izpostavil 3 alpiniste, lahko jih je 5, lahko je pa samo en, za katere bi rekel, da so v bistvu tako močni vtis imeli, če so seveda, če si imel kakega, da so vplivali tako močno na tebe, v tvojo idejo plezanja, usmeritev konec koncev, ker ti imaš specifično usmeritev, kar se tiče, do tega bomo prišli v nadaljevanju. Kdo? Kar se tiče samega plezanja, se pravi, brez nekih drugih, ne vem, je definitivno Knez. Kar se tiče pa pol življenja, kot pravega življenja, alpinističnega, ne samo plezarija, družba, to vse, ne, bi pa rekel jaz, Bonati je dosti vplival na mene, pol je Bridwell, Bubendorfer, pol bi lahko dal Edlinger, sigurno. Pri nas Jeglič, Šraufa sem že rekel, Savš je bil taki karizmatik, to ni da ni, ne. Čeprav sem ga zelo pozno spoznal jaz kot osebnost njegovo. Jaz mislim, da bi to moče še kaj kdo tak, Radovan Kuhar, ko sem že prej omenil, češki alpinist, tiste čas, ne. Preus mogoče, Kasin, to so vse take, ki so, ne. Malo zaznamovali že prej neko zgodovino plezanja, Ja, v bistvu veliko med njimi si omenil prav specialiste za tehnično plezanje, ne? Lahko rečemo mojstra, El Capitana, ne? In ostale, ne? Mojstre, tiste železne dobe. Zakaj govorim o tehničnem plezanju? Ker je to v bistvu ena od usmeritev, kjer si bil strašno dominanten. Ne? V bistvu lahko rečemo, da si mojster tehničnega plezanja. Bomo še prišli do smeri, ki si jih plezal. Kdaj in zakaj si se v bistvu navdušil nad to zvrstjo plezanja? Tehnično. Zdaj, misliš solo tehnično? Najprej smo samo pri tehnične. Torej, kje se navdušiš nad tehničnim plezanjem? Ne? To je konec koncev vseeno, to je na nek čas, ko gre vse že v free climbing, ne? Torej, prosto, ne? Ti pa v bistvu se obrneš, pa rečeš, ne, jaz bom pa plezal tehnične smeri, težke tehnične smeri. Zdaj, če z današnjimi očmi gledamo, ne, pa gremo malo nazaj, recimo, vidiš eno ploščo. V današnjem pogledu bi to šel, ne vem, malo po tehniko, malo bi navrtal, cp, mašinca, gremo, zadeva rešena. Prijajo zadaj, splezajo na fraj, ne vem, 9 plus 10, 11, ali koliko je, a veš, takrat tega ni bilo. In si mogel hudičev fajn premisliti, a se bo zagnal tam noter, linija pa fantastična. Veš. A se bo zagnal tam noter, pa boš na roke vrtal na en kolik, ko boš umoril, ali pa boš mogoče šel na tehniko, pa boš s tehniko to zlezel, pa tak. Če se da zabiti, se da, če se ne da, se ne da. Ne. In takrat me je to parelo. Ne. To je ena stvar, druga je pa to, da sem jaz v enem vodničku, zdaj ne vem, v katerem glih, mogel bi to malo poiskati, je bilo napisano, da pač kot solist je nemogoče, da bi plezal težke tehnične smeri.
Jaz sem rekel, bomo pač tole malo porobali, ne. Te pa veš, vsaka pohvala godi ali pa ne godi, recimo nekaterim, ne, vsi te porami, ne. In zdaj, če se zavedaš, na kakšni meji si, kam to zdaj gre, lahko gre gor, lahko gre dol, lahko pa te tudi ni več, ne. Moraš se pa malo zavzeti, ne. Ja. Lepo si že rekel, ne? Naslednje vprašanje moje je bilo vezano na to solo plezanje. Ne? Torej, Janko Oprešnik je eden naših najbolj dominantnih solo plezalcev. Pa če pogledamo celo našo zgodovino, jih je bilo veliko in to veliko strašno dobrih. Ne? Zdaj lahko bi jih naštevali tule kar precej, ampak ja, Slovenci smo imeli in še imamo odlične solo plezalce, ali pa mogoče bolj poudarek imeli odlične solo plezalce. In ti si, lahko rečemo, tukaj čisto v vrhu. Zanimiv podatek, ne, ko sem gledal in nabiral podatke, ne, govorimo o 1500 dobrih številki, 1500 plus smeri, ki si jih preplezal alpinističnih v svojem plezalnem življenju. Ampak pozor, ne, poslušalci, 500 od teh je prvenstvenih. Ne? Govorimo o 1/3, procentualno. Tukaj še naš slovenski guru alpinizma Franček ni blizu. Ne? Ko govorimo o procentih, torej 1/3 smeri, ki si jih preplezal, so prvenstvene smeri. To je res fascinantno. Zakaj solo plezanje? Ne? Zakaj pa solo? Ne? Zdaj smo slišali, zakaj si rekel, zakaj bom plezal tehnično, ne? Zakaj pa solo? Ne? Solo tehnično, to bo naslednje vprašanje, ko si to v bistvu združil, ampak zakaj pa solo plezanje? Glej, enkrat, ko si že res pleza, ne? Pač pride cajt, pa si rečeš, glej, bom pa jaz tole prvo pač malo. Zdaj ni važno cena, ali je to 5, ali 6, ali pa 8. To zdaj nima nobene veze. Stvar je tem, da se ti odločiš. Zdaj, a bo šel čisto solo plezanje, ne, to je zdaj malo razlike, ne, tujini imajo to z vrvjo ali pa brez vrvi, ne. Pri nas je bil recimo taki čisti plezalec solo, bi rekel, kaj že, ne Podgornik. Je to Črn? Ne. Svetličič, seveda, ja. Slavc pa Kozjek. To se pravi, samo plezalniki pa magnezija vrečka. Drugo odpade. Niti pas, niti komplet, se lahko niti prusik, samo to. Ja. In ko enkrat to vladaš, pol, mislim, da lepšega vzdušja ali pa feelinga, ko prideš na vrh, ga ni. Res ga ni. To je ena zadeva, ne, in pa se pač odločiš. In pač greš, ne vem, jaz sem šel prvo, mislim, da sem šel v Grino Merzo v Ojstrici, pa zmeraj težje. Ampak moraš pa imeti, ne, mislim, v glavi, da to, če stopnjuješ, enkrat se te lahko konča, ne. To je ena zadeva, druga pa nisem imel soplezalca. Jaz sem imel službo tako in zdaj za vikende, no bom rekel, da vse, ampak veliko vikendov, ali pa praznike, pač sem delal v turizmu, v športu, sem mogel biti službi, ne. In sem tudi med tednom došel in ni bilo soplezalca. Jaz sem pol začel tudi doskrat, ja, solirati, ja, solo plezati. Ja, način življenja ti je nek način narekoval. Če hočeš, pač moraš tako vzeti, ne. Ja. Razmere so časi, ne, in moraš iti. Ne moreš čakati na vikend ali pa na soplezalca in odločil si se, da boš plezal solo. Čeprav sem še istočasno z soplezalcem, normalno. Ampak vmes še dosoliral. Ja, in tu pridemo do bistva te točke, ne, te tvoje, lahko rečemo, res najbolj močnega vtisa, ki si ga pustil v slovenskem alpinizmu, v zgodovini slovenskega alpinizma. To je, ko si združil solo in tehnično plezanje. Na tem področju si dosegel nivo, ki so ga le redki, če sploh, ne, lahko rečemo, do kje si prišel. Mimogrede, Janko Oprešnik je bil alpinist leta PZS 93.
Če pogledamo tista leta prej in pol, ne, pol si še bil na stopničkah ali kako je v naslednjih letih, ne. Slišali smo že o kakšni generaciji, govorimo v 90-ih letih, ne, Franček, Silvo Caro, Johan, Česen, Svetičič, Podgornik, pa niti blizu ni mogel priti, hočem reči, mislim, tako močna generacija za prva mesta, ne, in ti si bil 94. leta, pa tvoj solo tehnični prvenstveni vzpon Bela čipka v Šitah, mimogrede razglašen za najboljši plezalni vzpon v naših stenah tistega leta. In še precej podobnih je na torej težkih prvenstvenih solo vzponov in tudi prvih ponovitev je na tvojem listu. Torej, kako si prišel, kako si združil potem tole, to solo in tehnično plezanje? Res je, da to je nas je gnala tiste, ko so bili pred nami generacija, se pravi Knez, tole Kozjak, Slavko, Franček, Caro, recimo, to nas je, ko smo mi videli, kakve spone oni delajo, ne. Mi smo hodili tudi neki približek njim biti. Zdaj pa eni so se podali to, drugi se niso, eni so imeli psiho, drugi jo spet niso imeli. Jaz sem bil navajen že, ne vem, že prej, mogoče ne iz narave, to krušljivo za mene ni bilo noben problem. Tudi, recimo, imam par takih stvari tehničnih, ki mogoče sploh, če nazaj gledam, sploh ne bi pomislil, da bi šel tam noter plezat, ne. Ja, pač se ti zdi fajn, pa združiš, ne. Neko športno plezalno smer, pa tehnično. Recimo, da je v neki steni problem, lahko bi recimo celo splezal na tehniko, ampak včasih se pač odločiš, ko se da, ne vem, zabiti, ali pa mogoče še tu pa tam kaj zavrtati, mes na roke, kot sem pač takrat delal, ne. In na to na prosto splezati, naprej ne gre, ker je plošča, ali pa previsno, ali pa krušljivo, se splezal na tehniko, pa pol spet naprej, ne, prosto. Tako, je enih par takih kar lepih smeri, ko smo splezali, tu z drugim, ne sam. Mislim, da je v redu, to je dobra zadeva. Ni glih, kaj pa vem, kaj ne rečem. Gor dol, ne, kar tak neki. So kar zanimive pa težke smeri. Ja, predvsem pa tudi psihično naporno, ne. Enkrat sem se pogovarjal z enim, ki je rekel, psiha je ko vrečka z magnezijom, ne. Enkrat jo sprazniš, prideš enkrat v bistvu do tega, ko preprosto rečeš, pa tudi sploh ni težka smer, pa rečeš, ne morem več. Nekaj to, lahko si predstavljamo tudi neko zadevo kot en tek maratona, ne. Torej maratonci rabijo toliko in toliko časa, da so pripravljeni na nov maraton, ne, ena tehnična solo smer, vzpon, potem si predstavljam, da v bistvu te skuri, ne, predvsem psihično, tudi fizično, ampak dobro, ne, ampak ti si jih v bistvu takrat delal, ne, torej psiha je bila, je in je v bistvu kar močna ali pa zaščitni znak tebe. Ja, jaz sem bil v bistvu navajen vsega hudega, že od doma, dela na kmetiji, pa ne, to. Ni bilo to nekega popuščanja, ne vem. Ja. Je pa res, ja, moraš se pa zavedati, ne, da je zdaj, po mojem, ne, 3-4 težke tehnične smeri na leto, da je, ne vem, puna kapa. Kaj pa že več, se pa že malo rizično, ne. Ne vem, mogoče je bilo tudi tako, ne vem. Ampak če pri sebi gledam 3-4 res neke težke, ne, kot sem rekel, drugo pa si že na kritični meji, ne vem. Ja. In z psiho, in narediš napako. Zdaj je pri tehniki tako, ne, pri težki tehniki, ki visiš tam, ne vem, 30, 40 ali pa 60 metrov na kremplu, ali pa na Copperheadu, recimo, ne, in to, če te odletiš, je konc, ne.
Ni to športna plezarija, ne vem. Se obesiš ali pa padeš, ali pa tam nimaš kaj iskati. Ko se odločiš, ko se enkrat noter, si not. Nema pol več. Ni popuščanja, kot si prej rekel, je treba ne iti moreš do reči, konca. ne moreš reči, zdaj pa ne bom več, ne. Zdaj pa sem mu spustil dol. Ne vidim, ki se boš spustil. Ja, je kar, ja. Tehnična, ne? Torej, tu smo zdaj govorili o tehniki pa solo plezanju, ampak ti si bil tudi odličen ledni solo plezalec. Konec koncev si opravil prvo ponovitev takrat sploh famozne ledenke, ne? Ledenka dolgo časa za tabo pol ni bila ponovljena, malo razmere, zadnjih, no tako, ne? In ti v bistvu po Frančkovi tej mojstrovini prideš in jo solo preplezaš prva ponovitev. Ne? Kako pa ti je led ustrezal, ne? Naprimer? Načeloma pri plezariji mene ustreza vse. Vse delam. Od, rečemo zdaj, led, skala, prosto plezanje, tehnično, zdaj v zadnjem času miksi. Edino smučanje sem postavil kot, dobrih 5-6 let nazaj sem čist nahal, zaradi hrbtenice, ja. Ostalo pa ja, lej. Led mi odgovarja, recimo zgodba, ne? Zgodba ledenke. Jaz sem na Okrešu srečal takrat Francla, mi smo se že poznali, še skupaj plezali pa vse, ne? Francla je rekel, imam zdaj eno smer to za tebe, ko rad soliraš, sem rekel, kaj je zdaj to je, ne? Rekel, le tam gor si poglej. In jaz do takrat nisem videl za ledenko. Pa sem hodil že po zimi, tam pa nisem videl nikoli, ne. In sem res tole in pol sem gdje študiral, kak bi to zdaj, ne. In pol 2 leta nisem nič. To je bilo 91. so oni izlezi, 93. sem pa prvič stopil za Jasno Bratanič in sem splezala do Sveče. Sveče sem že bil, jaz sem plezal naprej, ja. Se pravi, navzgor, pa po eni prečki tja. Zdaj se pleza pod Svečo spodaj, pa na drugi strani gor, ne. Pa pol stopiš, zdaj so miksi, ne, to je miks. Prej se je pa začetki plezalo in tudi Francl je plezal kar naravnost čez tisti previsni bo gor do Sveče, pa se tam probu, čevlje, pa pol po Svečah naprej gor. In takrat je mene tam potegnil plaz, je priletel plaz in me je tam odneslo, ne veliko, sem bil itak na klini. Aha, tako sta bila z Jasno Brataničevo. Ja. Sem pol upzajlo nazaj, sem tam pustil čist v Sveči, pod Svečo sem pustil nekaj kompletov, smo upzajljala, pol je zapadlo snega, mislim, da sem pol, ali je bilo naslednji teden, sem pa šel sam, pa sem pol to zlezel. Ampak sem se kar matril. Za tiste cajte sem bil sem navič, ampak lej, si bil zmatren, na vrhi me je še pol nekaj opast, se točno ne vem, da sem mogel kopati več kot uro pa pol. Bilo na vrhi opast, da sem prišel skozi. Ja. Super zgodba. Ja. Mimogrede za poslušalce oziroma gledalce, Jasna Bratanič je bila žrtev plazu skupaj z Šraufom 95. leta. Jasna je bila takrat zelo perspektivna mlada alpinistka, mislim, da celo članica AOO-ja mojega, zato mogoče še bolj vem. In ko jo omenjaš, ne, da si z njo poskušal plezati, navezujem to na naslednje vprašanje. Ne. Zdaj smo govorili o tvojih solo vzponih, ne, ker si v bistvu tisti, lahko rečemo, največji pečat pustil pri nas, ampak bil si tudi zelo korekten timski plezalec, torej plezalec v navezah, ne, torej, da ne mislim, da si bil tako individualc, da nisi znal ali pa mogel plezati. Bil si normalno, ne, v navezah, ampak slišali smo razlog, zakaj si pa postal solo plezalec. Kdo so bili tvoji, rečemo, najpogostejši ali pa tisti najbolj fajn soplezalci, s katerimi si se najbolj počutil ali pa največ splezal? Najprej je bil Branko, to je itak, ne. To, ko smo skupaj začeli plezati, smo kar dosti let plezali skupaj.
Pol sem se pa jaz predstavil v AO Impol zaradi pač nekaj problemov je bilo tam v Mariboru, jaz sem takrat bil zagnan. Takrat sem že jaz kot pripravnik, se mi zdi, kot pripravnik sem že presmučal Čadvo, Nemško, Avstrijci, nismo glih na isti relaciji bili. In potem sem jaz enkrat zamujal, hočem zdaj povedati, kako sem prišel v Impol. Enkrat sem zamujal v Maribor, Branko je bil takrat bolan, se še to spomnim. In se plamil v Bistrice po cesti, ura je 7, ne vem, če bom glih. Ne? In sem rekel, bom pa šel pogledat v Bistrico. Takrat sem pa že poznal Zdanija, pa Milana sem poznal, pa Šturma, pa še s Hribo. Ne? Ja, pa pridi pogledat, v redu, pridem pogledat. So imeli tule v gradu klubsko sobo. So me lepo sprejeli, začel tu plezati, nisem še več Maribor, sem rekel, pač tak je. Proste roke sem imel. In glih takrat, tisto leta še je Franček bil, naslednjo pa je že pol rekel, da bo šel čist za sebe, da ne bo več nobenem odseku. Ja, to mislim, da je bilo tam 89, 90, 88, to nekaj je bilo, no. Ja. S kom si še plezal? No, pol pa sem rekel, še Dani je bil, kar dost. Dani Tič. Tič, ja. Tako. Tič. Torej, Frešer, Tič, Romih, verjetno ta Frešer, ekipa, pol je bil Viki Matičič. To so bili iz našega kluba, rečem, ali pa vsi iz našega kluba. Vsi. Pa sem imel tam Savinskih, pa je bil Samo, pa je bil Robi. Aha, brat. To so Supini, ne? Ja, pa je bil Janko Peternel. Pol je bil Drago Jezernik. To so vsi tam pred Solčava ali pa Solčavani, ne? Luče. Pol sem imel Mariborčane tudi. Pa je bil Armand Polegek. Pol je bil Milan Jolič, tisti, ko se je potem srečal v Aigerju. Aha, zato smer Jolly Joker? Ja, zato je smer Jolly Joker, ko smo on je bil res, on me tudi po ene strani, sem bil nad njim jaz fasciniran, takrat smo mi plezali, ne vem, pa smo kar dosti trenirali, 6 plus, že mogel kar, on je 7, ki je žlezel, 7 plus takrat. Je bil rej, pa je bil star že čez 35 let. Ne? In pol kar naenkrat ga zmanjkalo. Ne? Aigerju se je prenesrečil, pomagal enim Korejcem pri sestopu, pa je zdrsnil. Konc. Ja, včeraj sem zasledil tudi sliko, ker je bila obletnica zelo viralna Tomaža Humarja rojstva, pa sem videl sliko, ko ste bili, torej, ko si skup z njim, si tudi v bistvu veliko plezal, oba sta bila precej tehnična, tudi tako plezalca. Ne? Humarja sem dosti lezel, tistih prvih cajtih, v bistvu je pa bilo tako, da je Humar mene najdel v Tamarju. Jaz sem plezal takrat Ašenbrenarja mislim, da z Danjem. On je pa bil v Vročih živcih. To je pa ena smer tehnična od Karota pa Vrav Hekarja. Ne? In tisto smer Vročih živce sem jaz takrat že presoliral. Ti si prvo ponovitev naredil, ne? Solo, tako. In on je pa bil v Vročih živci z Kresalom. In nista mogla, mislim, da čez streho nista mogla priti. In sem se mi srečali v Tamarju pri mizi. On z neko veliko skledo prišel, golaža, če se lahko sede, še neki pupček je prišel, dobro, okej. No, po tistem se je pa pol tako začelo, pa malo smo se klicali sem pa tja, malo, pa smo kar začela nekaj skup, Ma kar nekaj dobrih tehničnih smeri smo zlezali. Tudi onih ostalih, Po Avstriji gor, pri nas, v Ospu recimo. Pa v Himalaji tudi, ne? Tudi. Kaj je Sven Tomaž je bil tak, mislim, vse je bil, det na mestu, vse,
kot friend, vse, samo pol ga pač po mojem ga je malo neslo, ne. Njegova miselnost, ne. To, kar se je pol začelo, po čolaciju, od njega Parbata naprej, ne. Veš, družba je rekla svojo, on je pač bil trmast, je hotel svoje in tako se je pač pol končalo. Več. 2-6, ne, takrat je pa v bistvu tudi neko obdobje, kot tebe križ zgrabi, ne? Zdaj, to je naslednje vprašanje. Ja. Danes gledano, ne, je tvoj plezalni staž 40 let približno, ne, torej sredi 80-ih aktivno in do danes še vedno aktivno, ampak vmes imel pa 2 precej velika odmora ali pa pauze. Najprej že v bistvu po tvojem višku v 90-ih letih fašeš boreliozo, ne, ali kako že? 98, tako malo več, 98, ja. Pri treningu, v Konjiški gori, laufam, klopa. Tako je sve, če 14 dni sem že imel vse vplavo, vse. Težka borelioza. V bolnico, seveda, kak je plezarija, nič več, ne. Sem bil 2-krat po en mesec v bolnici, na dnu, zgubil spomin, vse. Učil na novo, vse. Ja. In pol sem pa počasi, ampak ni še bilo nič v redu, ne. Jaz sem že takrat začel prodajati opremo, skoraj vse, razen pa sem pustil plezalnike pa par kompletov. Če bi še mogoče... Če bi še kdaj rabo, ne. Ja. Oblačila, to gore tekste, to vse. Čovle, mislim, to zimske, vse je šlo. Ja. In pa sem počasi pri sebi, ne. Vem, da smo bila z Dolfa je bil v Paklenici, ja. To sem jaz pol šel tudi v Paklenico. Dolfa je navršnik. Ja, tako, za poslušalce, da... Ja, tako. In on meni pravi, jaz po bolezni, malo sem že poplezaval, malo to plezalne vrtci, to na Brinjem gori in tak balvan, tako sem tja. Ok, prav, s Paklenico, družba, to je bilo super, fajn, ne. Dolfa pride, pravi, ne moramo zdaj spomin. Jaz sem rekel, kako ne morete? Ja, en taki detalj tam gor je, ne. Jaz sem rekel, ne, jutro gremo, mi dva spomin. In se moraš predstavljati, ne, jaz po 2 letih, ko nisem, ama nič skoraj sam malo frikal, tako je spomin. Jaz sem reč šla, me je namatralo, ampak tisti detalj sem, ne vem, meni se ni zdel nič kaj preveč. To zlezem, a mi da on, res smo bila zjebana, ampak smo zlezla, ne. Drug dan, prema dol, pa smo pa lepo naprej. Parkrat se še mogli v bolnico. Pa se je začelo, ne. Pa se je začelo obračati. Pa je to šlo na boljško. Ja. Malo sem za hrano tudi, sem mogel malo paziti, da z hrano sem se malo tudi zrihtal. Pa to, ja. Si v bistvu spet prišel k sebi, začel plezati, pol je pa zbruhnala, pol je pa poknala. Ko sem videl, da lahko spet, pol sem pa na ful teral. Prvenstvene, mislim, moja želja je tak zmeraj bila, ne, večji del prvenstvene, kam je tudi, ali pa težje smeri, ne, me je, ko sem delal za vodnika gorskega, ne, me je to muče malo me je oviralo. Ker tam ne moreš 3, 4 po grebenih, to, ne, da si imel na kratke vodenje, tega meni manjkalo. Iz tega, zanimivo, že ko sem začel, to je meni šlo prek, že tam na tistih ocen naprej sem jaz sam plezal, nič manj, ne. Kaka slovenska, jaz sem slovensko plezal, ne vem, ko sem že imel mogoče staža 15 ali pa 20 let, ali pa dolgo nemško, nič prej, pa ko sem začel voditi, takrat ja, ker mi je bilo, ne mi rekel počasti, pač ni prišlo na vrsto, ker si imel, ja, sem imel kaj drugega v glavi, ne. Kaj bolj težega, ja. Ampak pol je pa spet prišlo, je pa kaj, problemi, hrbtenica, bolečine, križ? Ja, pol sem pa to fajn teral, me je pa zagrabila hrbtenica, ja. To je pa kar problem, ja. Par let kar. Vse sem vmes tudi, pa maj spet, pa sem spet malo plezal, pa tak.
Ampak generalno sem bil pa takrat sesut čist, ja. Takrat sem že bil v Bistrci. No, preko se sem pogovarjala, jaz sem že v Bistrci od 2003. Aha. Ja. Takrat me je pol zagrablo, ja. Sem bil na operaciji, vse sem že premel koleno, pa tak, pa to, okay, ne. To tako veš, ko me ful zbarili, pa me alpinisti, pa meniskosi, pa razno take, ne. Ja. Ja. Pol sem bil na operaciji na hrbtenici, ja, pa je bil malo boljši, pa spet. Ampak pol se je pa popravilo, le. Zdaj nemam nobenega problema, zaenkrat se pa pazim, to pa je res. Se pa paziš, da kako se oblačiš, majce, se znojiš, vaje delati, pa plezati, pa po pameti, no. Ja, optimiziraš. Pravim, da te vleče, vse se veš, kaj, vleče, ne. Včasih malo čutim, ampak vleče, bo ta, hvala Bogu. Opažamo, ja, da je zdaj vse v redu, glede na objave po spletu, o novih prvenstvenih smereh, ne, torej Zumba Janko je nazaj, ne, ali kako že. Ko govorimo o novih prvenstvenih smereh, pa poglejmo v bistvu zdaj tole tvojo zgodbo. Seznam tvojih preplezanih smeri, predvsem prvenstvenih, je v bistvu zelo bogat in zelo geografsko širok. Plezal si v Himalaji, Andih, pa seveda v evropskih stenah, Alp, Dolomitih, imaš prvenstvene smeri v takih kultnih stenah, kot so v Ajgarju pa Cinah. Ampak pri pregledu tvojih v bistvu vzponov pa nekako sem prišel do zaključka, da si bil daleč najbolj dejaven nad Logarsko dolino. In če še pogledamo Logarsko dolino, da v bistvu ti je bila najbolj pri srcu, ali ne vem, kaj te je tako navdušilo nad Ojstrico. Torej, Ojstrica je tista stena, ko lahko rečemo, da si strašno veliko težkih in takšnih in drugačnih smeri v njej preplezal. Drži to v bistvu? Ja. In zakaj? Ja. Ne vem, Ojstrica je moja gora, lej. Že kot planinci, ko smo se tam potikali okrog, meni je to bilo fascinantno, ko sem pogledal gor, stena v steni, trikotna, to, ko sem rekel, da to gor priječ, res je car, veš, tist, ne. Pol, ko se je začela pezarija, smo pa začeli, ne. No, res je, da v Logarski imam zelo dosti smeri, po mojem, ne vem, rečem zdaj številka, ampak vsake steni najmanj 10, če gremo tudi z Krofičke pa proti krog, ne. Je pa tista, če pravim, tista trikotna stena, ne, ko sem prej rekel stena v steni. Zanimivo je bilo, prvi se je lotil Franček, ne, na levi strani je splezal spominsko za Cerjakovo, mi zdi, ja. Pol je pa to ostalo prazno, čist do Hrletove. In izziv je bil tam noč se spraviti, ne. Vem, da so se fantje menili, jaz bom tu gor šel, ne jaz, pač, kaj so se pogovarjali, ne, pa če navrtam skozi gor, ne, ampak dobro, ti se ni naredilo, tako sem jaz pol tam, kar dosti, tisti plati noti, zdaj do smeri, mislim, da tisti cajt res dobrih, če zdaj nazaj gledam vrhunskih, tako da zdaj, mojih leti, zdaj se tam sploh ni variante, da se spravil to ponavljati ali pa, ne, ja. Drugač pa ja, se pravim, najbolj so mi prvenstvene, tudi zdaj, ne. Tudi grem s kakimi tečajniki ali pa pripravniki, kaj takega. Drugač pa gledam, ja. To me vleče, ne. To me vleče, da, mislim, en pravi, da ni več takih, ki bi se dalo klasični, jaz pravim, da še tega je ogromno. Ogromno se najde, se da splezati, ni treba vse navrtati, tu pa tam, ja, ne, to ni kaj, pač pa. Vse da, ne, vse da. Če vidiš, pač vsak ima svoje videnje, no. Ja, super misel za generacije, ki prihajajo, da niso načeloma vseeno zamudili tako zelo, da ne bi bilo več za njih. Zdaj, glede na to, koliko prvenstvenih smeri imaš, je tu v bistvu treba še kar imeti domišljijo, da vse to poimenuješ, ne, torej prvenstveno smer poimenuješ. Včasih že pač po nekih logičnih zakonitostih, ne vem, direktna, leva in tako naprej, ampak
ti imaš zelo zanimiva imena za tvoje prvenstvene smeri, freska, jokajoče smrti, dotih blahega angela in tako naprej. Ne? Kaj te navduši oziroma kako prideš do imena? Jaz bi rekel, stvar navdiha. Ali takrat, ko plezaš, ali pol, ko priješ ven, ali ko se stopaš, nekaj se ti mora dogajati, ne, v glavi, ne vem. Recimo, če smo rekla smer, kaj že, dotik plahega angela. Dobra smer, vse že ponovljeno, mislim, da je 8+, čez celo sceno, ampak prej zadnji na stežaj, ko ni več kot 6+, sem jaz padel. Za soplezalcem sem padel, ampak v celi smeri je samo en profilc bil zabit. Ne? In tisti profilc me je zadržal in pa sem pač, vse veš, ko priješ on, začneš malo tuhtati, kaj je to, kakšne angelčki so bili, pa tak, ne. In pol, to malo povežeš, pa tak, se, ne. Rodi kakšna nova smer. Super, ja. Res je. Veliko smeri si preplezal, ne? Veliko prvenstvenih se ti je nabralo. Lahko izpostaviš kot za zanimivost enega od njih, ki se ti je zdel najtežji. Najtežji. Težko rečem, lej. Težko. Ampak ki te je najbolj zaznamoval? Freska me je zaznamovala, sigurno. To je, recimo, rumena podmornica. To je gre pa desno od ledenke, po takem krošljivem kotu. To tudi. Mogoče pa še denga. To je pa v severni steni zahodne Cine. To ljudje ne poznajo dosti. Po mojem je zdaj že tam kaj Alpen, Libe, to je vse prevrtano že tam notri. Ampak takrat takrat smo kar rojevali tam, da sem to splezal. Vem, da so bili padci, bilo je na prosto treba ponoviti, bilo je tehnike, bil je mraz, bili so bivaki. Zanimiva zadeva, no. Ja, zanimivo. Bi lahko rekel, da je denga tvoj največji dosežek? Katera smer? Veš, vsaka ima svoje, ne. Vsaka ima nekaj svojega. Ja. Recimo tudi kakšne težke slapovi, recimo, ali pa, ne, to zdaj, da bi rekel, to je pa to, ne morem reči, ja. Ja, veliko jih imaš. Tudi recimo freska se zanimajo za nekateri športni plezalci, da bi to ponovili. Ok, lahko, ne, to je zdaj 40 metrov ali pa 45 ni nič. Spodaj je ogromna polica, padeš dol, ne, to, če padeš čez polica je 80 metrov. In zdaj tu, ko priješ, ne vem, če jaz gledam nazaj, ko priješ recimo do polovice smeri, to ni več cincanja, da si ali pa nisi, ne? Da tu klikerji delajo, ne? Veš. In zdaj, to je ena stvar, ne? Zdaj pa v drugi smeri je mogoče kaj drugega, krošljivost taka, da, ne? Pol eni te zebe, eni je, ne vem, ne morem reči, da bi zdaj bilo to pa to je. Ja. Lahko mogoče rečem, te smeri so pa mogoče eni od 10 top ali pa kaj takega. Ja. Lahko je bila kakšna, ne vem, čist klasična smer, recimo smo plezali z Maja, ko smo skoraj umrla notri z Brankotom. Recimo. Ja. To, ko posoliraš gor pa dol, tisti cajti, ko smo to delali, ni bilo nič, ne. Ampak, ko te dobi na urje, pa strele notri, ko švigajo, pa sred, ne vem, jeseni je bilo, ja, te zasneži, razumeš, v 3 urah, ne vem, pol metra snega, ti pa ne moreš nikamor uiti, je spet druga izkušnja. Ja, res. To jaz malo bolj tako gledam. Ja, drži. Ja, recimo. Ima Janko
oprešnik kako goro ali pa steno ali pa smer, ki si jo je tekom svojega plezalnega življenja želel splezati, pa ni prišla na vrsto, ali pa si že celo poskušal linijo, pa ni, pa praviš, da to je pa ostalo za naslednje življenje, ampak ti pa verjetno ni v tem naklonjeno. Imaš kako tako zadevo? Mislim, da ima vsak. Ja. Prva zadeva bi bila 89. sem mislil s soplezalcem Patagonijo. 89. Ja. 89. In to v Pajne, v srednji stolp, južna stran. Tam ni bilo še nobene smeri noter. Jaz sem imel to vse že naštudirano. Zdaj ne vem točno, kje sem jaz tiste slike dobil, podatke, to ne vem. Ampak že pred odhodom jaz sem imel tako srečo, ali je bilo kaj narobe, ali mi je soplezalec bolel. In nisem šla. Ne. To mi je zelo žal. Pa so tam splezali, mislim, da je tam gre za južnoameriška, pa so naši so bili not, pa gre španska smer, tam notri. Naslednja zadeva je bil El Cap, tukaj smo bili na vrhuncu. Zopet en teden pred odpravo problemi z enem razlago z boleznijo, ne z mojo, pač z drugimi. Spet nismo šli. Po bi pa še rekel Nupce, južna stena, tista, ko je taka velika plošča rjava. To pa mislim, da sem jaz gledal, kdaj sem bil prvič v Himalaji, do zdaj še kar gledam. Ne vem, mogoče bi kdaj kak fante, pa mogoče kako. To je res zlezane na levi strani, splezano, mogoče če to bo poslušal, ne malo pogledal. Splezano je na desni strani, od Američe, Francozi so lezli, ampak tisti del, ko je plošča, taka rjava, to pa je, po mojem je to je, lej. In to je vse na očeh, veš. To vsi gledajo, vsi vidijo. Ne vem, noben se ne spravi. Jaz sem bil tam spodaj, ne vem kak je, noben se ne spravi not. In takrat, ko smo bili z Humarjem, Čalaciju, sem šel jaz ženo, smo šla pod steno Luceja, pa še malo tjatek, da sem malo stene videl. Ampak je slabo vreme, pa nisem šla čist spodaj not, ker tam spodaj je ledenik. Ja. To mi je res mogoče malo žal, no. Ampak, da sem do toliko pregural, pa še zmeraj me vesele, kaj zlest. Z mladimi delati. Ja, še vedno si v bistvu aktiven, zdaj spet, kot da si se reaktiviral v zadnjih letih po teh problemih s križom. Ja. Je plezanje še vedno tvoja, lahko rečemo, glavna obsesija, kar ti je bilo, takrat, ki ti zapolni dan, ali v bistvu delaš še kaj drugega, imaš kako novo obsesijo? Časa nimam, to je dejstvo. Ali je zdaj to plezanje, da bi rekel zdaj glih, prva stvar je in nino plezanje. Pol, kar se zdaj tiče plezanja, je alpinistična šola. To zdaj že vodim, ne vem, jaz se rečem, da vsi, ki so pod 50 let stari, so plod moje ali pa naše šole v Bistrici, vsi. Pol imamo zdaj na zvezi, zdaj imamo glih seminarje pa izpite za alpinistične inštruktorje. Pol mi to vzame. Pol so seminarji pa izpiti za nove alpiniste. Pol so tabori v kopnih razmerah, pol so tabori v zimskih, gre tone. Pa bi še sam za sebe kaj poplezal. Je spet tu cajt. Ma ne mi narobe, to jaz veseljem delam. Pol imam, zdaj, ko sem, rečemo, 10 let nazaj, ko sem malo manj plezal,
pa ne mi narobe razumeti, plezal sem jaz skozi. Samo enkrat malo več aktivno, enkrat malo manj. Ampak to plezališča, tako zmeraj. Če ne drugače, ima spodaj plezalna stenica, pa tam. Ne? Ja, ti imaš celo doma, no, ampak zdaj imaš v neposredni bližini, imate top center slovenski, ne, v Bistrici. Ni ti dolg čas, ne? Ja, no, takrat, ko sem malo manj, novi hobi, ne, razbarjanje. In to me je zdaj toliko zaposliti, če nisem v hribih, če se ne ukvarjam z drugim, sem začel razbariti. Kako si do tega prišel? Žena bi rada imela gugalnico, na terasi gugalnico, evo. In bi zdaj ona to kupila, ne. Manj se je to malo vzelo, malo preveč, lesena gugalnica, bom jaz to naredil, ne. In sem lepo nabral les, naredil, malo porazbaril, pa se je to začelo odpreti, pa narediš eno nekaj, pa drugega, pa vrtnico, pa ne vem, a veš. In to šlo naprej. To, zdaj, če še pa spet malo kaj cajta, pa tista moja stara strast, zgodovina, to smo se mogoče malo bliže, ne, zgodovina alpinizma in pa zbiranje opreme, predmetov. Ja, točno to, ne. Ti v bistvu si strasten zbiratelj, ne? Ja. Od kdaj to? To že od, ko sem začel v hribe hoditi, ne vem, že mogoče že prej, ko sem bil planinc. No, take cepine, ni da ni. Ja. In to me zanima, ne, razvoj alpinizma, od opreme, rekonstrukcija razne, obdelava sama. To, da imam pač neki smisel. V bistvu ti imaš neke vrste svoje, dobro, imaš zbirko, ne, svoj muzejček, taki spominsko sobo, ne, kjer imaš nabrano to, kar si v bistvu v desetletjih nabral, in to so res taki raritete. Je nekih, kar. Pol seveda, malo tudi pišem, ne, tole zgodovina alpinizma, bolj poudarek na Savinjske Alpe, na Logarsko pa tam gor. To je bistvena knjiga, upam, da bo kdaj je šla. No, po razbiranju razglednic, slik, raznih intervjuje, ne vem, koliko sem poznal teh starih, da so mi to malo še razložili. Ivana Arniška, recimo, sem ga poznal zelo dobro, že pokojne, ne. Pol so bili s Cicom ne toliko, Cica osebno nisem poznal, sem pa poznal, koliko mi je Franček to povedal, kako je takrat ne s Cicom bilo. Čanžeka, Franca. Pol so bili še, kdo še bil? V glavnem, tisti pač, ko so tu pustili en pečat, ne. Tisti se važno malo, da se pomeniš ali pa to zbiraš. Ne. Zelo podpiram, ne, tole, ker vem, kako pomembno je, ne, da ohraniš ta spomin, ne, ki je nekje, da si na nek način most, ki povezuje generacije, ker če se ta spomin z generacijo zgubi, je na nek način konec, ne, potem, če ni zapisano, če ni ohranjeno, gre zadeva preprosto v pozabo, ne, in take stvari so ključne, da ohranimo ta spomin, ne, konec koncev tudi ta serija, ti pogovori so namenjeni temu, ne, da ostajamo, tako da se zahvaljujem ti za sodelo, ki ga usmerjaš v to, predvsem pa se zahvaljujem za to, da sem lahko bil tu pri tebi, da si me gostil, da smo lahko posneli novo zgodbo, epizodo super spominov, ne, na neko obdobje pomembno v naši slovenski alpinistični zgodovini. Ne. Torej, na nek način zdaj zaključujem najin pogovor. Janko, hvala, ne, za vse, torej, da si z nami delil svoje spomine vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, oziroma
Gledalke, gledalci pa hvala lepa za pozornost in se vidimo, slišimo kmalu, do takrat pa kot ponavadi in zelo pomembno, srečno.